Dobrodošli spet v Ambientih. Svetlo prihodnost bo tlakovala trajnostno usmerjena družba in to v vseh pogledih. Tudi nove arhitekturne smernice so začrtane v luči varovanja okolja in naravnih virov, saj, kot bomo kmalu slišali, gradnja morda bolj kot si mislimo izkorišča naše naravne vire. Pri tem nam premišljena uporaba lesa za gradnjo lahko pomaga, tako kot z lepim zgledom priča naslednja zgodba. Tole je eden najbolj fascinantnih objektov, ki sledijo viziji trajnosti. Čisto na novo postavljeni paviljon v Planici, čigar zgodba pa na tem mestu še ni končana. V dolini pod Poncami je v zadnjih mesecih še kako pestro. Od svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju do tradicionalnega planiškega praznika, finala svetovnega pokala v smučarskih skokih. Prav za potrebe prvenstva pa je le lučaj od planiške velikanke zrasel eleganten lesen paviljon, ki je svojim trajnostnim konceptom lepo utelesil vizijo celotnega športnega dogodka. Ja, zaenkrat ga še postavljajo, ampak ko bo enkrat postavljen paviljon, ne bo postavljen prvič. Po svetovnem prvenstvu se ga bo pozdrlo in 100% postavilo nekje drugje kot en drug objekt. 100% se ga bo recikliralo. In to je eden od mnogih trajnostnih projektov, ki se letos celotno svetovno prvenstvo v Planici gre. Toliko trajnostno naravnanega dogodka sploh še nisem zasledil tekom cele kariere. Tako je od navdušenja prekipeval slovenski orel Cene Prevc, sicer ambasador trajnosti na svetovnem prvenstvu, in mi mu lahko le pritrdimo. Tomaž, tale objekt je svojo trajnostno zasnovo lep simbol celotnega prvenstva v Planici. V čem je bilo le to tudi trajnostno? Ko govorimo o trajnosti, se največkrat obregnemo predvsem ob okoljsko trajnost. Seveda, ko govorimo o lesu, ko govorimo o takšnih objektih, je to morda tudi najbolj primerno, ampak prvenstvo je naslavljalo tudi tako eno družbeno in torej ekonomsko trajnost in skozi tudi objekt, ki bo kasneje na nek način uporabljen še drugje, smo želeli pokazati, kako je možno biti na tako velikih dogodkih, ki načeloma niso vedno najbolj trajnostni, tudi trajnostni. Katerih načel ste se še držali pri zadnjem svetovnem prvenstvu? Ja, naslovili smo v principu 20 ciljev skozi 56 ukrepov. K sodelovanju smo povabili tudi priznane slovenske strokovnjake z področja trajnosti. Poleg trajnostne mobilnosti, ki je na nek način zaveza Planice že več let, smo tu želeli nasloviti tudi druge vidike, ki pomagajo za to, da so takšni dogodki lahko še bolj trajnostni. Tu govorim predvsem o zmanjševanju količine odpadkov. Na nek način, ki smo ga pojmenovali, kar prinesemo v Planico, tudi odnesimo z Planice. Objekt je imel promocijsko vlogo, pod njegovo streho pa se je odvila vrsta aktivnosti. Paviljon je izdelan v celoti iz lesa, po zaslugi česar se lepo povezuje z okoliško naravo. Geometrija paviljona je določena z nizom enakokrakih trikotnikov z enakimi kraki, a z različno osnovnico. Uporabljeni so trije osnovni materiali: križno lepljene plošče za strehe in stene, lepljeni LVL nosilci za okvirje in termično obdelan les za tlake in fasado. Ta objekt je izključno iz lesa. Nekateri deli so iz ostalih klasičnih materialov, kot so betonski bloki, ki dejansko stabilizirajo objekt pri različnih obtežnih kombinacijah, veter, potres, morebitni in tako naprej. Drugače pa kovinska vezna sredstva, ki povezujejo lesene elemente. In večinoma so leseni elementi uporabljeni v čim bolj nekrojeni obliki, to pomeni v čim bolj enostavni obliki zaradi ponovne uporabe. In to je bila nekako zahteva, da nekako ta paviljon zelo smiselno uporabimo, integriramo, konstrukcijsko spojimo in vse to v celem procesu projektiranja, konstruiranja in izvedbe nenehno skrbimo za to, da bo objekt razgradljiv in uporaben v naslednjih projektih. Že vemo, kje bo stal, pa kakšen bo njegov? Ja, trenutno je v teku projektiranje, kot se kaže, bo to nadgradnja objekta v Ljubljani. Ste velik poznavalec lesene gradnje. Kje vi vidite njeno prihodnost? Les je fantastičen material, vendar moramo vedeti, da ravno ta njegova veličina je, da propade, ko ga ne potrebujemo več in ne obremenjuje okolja. Tako da se moramo v vsakem segmentu projektiranja zavedati, da lesena konstrukcija mora biti suha. Če je suha, je večna.
Les je naravni heterogen material, ima velik elastični modul, večje povese, dovzeten na vlago in tako naprej. No in jaz pravim, pametno in razumno uporabiti les v gradbeništvu, v stanovanjski gradnji, poslovni gradnji in ne pretiravati, ne z višino, ne številom etaž. Jaz mislim, da nekje 4 do 6 etaž je še nekak razumna gradnja. Od lesa pa k formi objekta, ki z razgibano streho spominja na okoliške vršace. Ti pa niso edini, ki so pri oblikovanju navdihovali arhitekte. Po besedah arhitekta dr. Mateja Blenkuša pa lomljena streha nima le estetske vrednosti, temveč tudi konstrukcijsko. Z njeno pomočjo so namreč dosegli ustrezne razpone in poskrbeli, da objekt uspešno kljubuje razpornim silam in obremenitvam vetra. Gospod Blenkuš, za začetek, zakaj je vidik trajnostni tako pomemben pri arhitekturi? Arhitektura je del širšega procesa načrtovanja, uporabe in razgradnje stavb. Dejstvo je, da stavbe v resnici porabijo skoraj polovico vseh naravnih virov, skoraj polovico energije in 1/3 pitne vode. Zato si prehoda v trajnostno družbo brez sodelovanja arhitekture enostavno ne zamišljam in se tudi ne bo zgodil. Ste dekan Ljubljanske fakultete za arhitekturo. Koliko je trajnost vpletena v študijski program in kakšen je odziv študentov na to? Lahko rečem, da vedno bolj. Še bolj me pa pravzaprav veseli dejstvo, da velikokrat študenti prevzamejo pobudo in predlagajo spremembe, dopolnitve ali pa tudi vsebine posameznih študijskih projektov, s katerimi raziskujemo, na kakšen način bi lahko bila gradnja in arhitektura še bolj trajnostna. Kako je na zasnovo tega objekta vplivalo dejstvo, da ste že vnaprej vedeli, da bo na koncu končal nekje drugje, da ne bo tukaj ostal? Ena je, da smo imeli res malo časa. Zato so, kolikor se sliši kontradiktorno, vse omejitve, ki jih imaš, ti gredo v resnici v prid. Tako da dejstvo, da smo točno vedeli, da bomo mogli velik delež materijala uporabiti na tak način, da ne zarezujemo vanj, da ga ne spreminjamo v geometriji, močno prispevalo k omejevanju procesa po eni strani, a hkrati k njegovi kreativni eksploziji. Pri tej zasnovi ste namenoma pustili konstrukcijo vidno. Naj se les v resnici maksimalno vidi, ampak ne samo to. Pravzaprav poznamo vrsto številnih vrst lesa, lesnih polizdelkov, s katerimi lahko gradimo stavbe. Zato smo si prizadevali, da te posamezne elemente pokažemo v običajni, kako tudi v nenavadni luči. Recimo vidimo dvokapna streha sestavljena iz velikih križno lepljenih plošč. To je pravzaprav sorazmerno inovativna uporaba. Poleg križno lepljenih plošč pa smo uporabili tudi nekoliko bolj običajne oblike, recimo lepljenje les, iz katerega so zasnovani serije okvirnih nosilcev in stebrov, do drobnih detajlov, recimo fasade in tlakov, ki so uporabljeni iz termično obdelanega lesa. Cilj je bil, da pravzaprav vsak lesni element izpričuje svojo zgodbo in da izkazuje v najbolj običajni, a hkrati tudi kreativni luči. V obliki paviljona je ujet tudi slogan naročnika, saj nas oženje in širjenje prostorov spominja na krčenje in polnjenje pljuč ob dihanju. Istočasno pa lahko v lomljeni strehi prepoznamo tudi utrip srca športnih junakov, ki v planici navdušujejo s svojimi predstavami. Da pa bomo v njih še naprej lahko uživali, moramo spremeniti naš odnos do narave in planeta. Pomembno vlogo pri oblikovanju bolj trajnostne družbe bo imela tudi arhitektura.